Mi smo Fantomija in poslušate Radioaktivno. The Endless Circle of Life je bila slišana skladba zasedbe Fantomija z EP-ja Inception, trije člani pa z mano oddaje Radioaktivno. Lepo zdrav vsem. Živijo. Živijo. Zdravo. Letos ste postregli s prvencem Inception, je to na nek način tudi začetek? Ja, v bistvu nekako izraža neko začetno zgodbo, koncept te naše skupine. Tako je povedal moj predhodnik. Ja, gre za v bistvu zadevo, da ime smo zbirali kot, ki bi povedal nek začetek tega našega popotovanja glasbenega in v bistvu izražanja teh naših, kako bi rekel, teh čustev, ki se dogajajo znotraj nas, pa v bistvu vse, kar nas obdaja okoli nas. To naj bi tudi ta band predstavljal. Se pravi, nekaj, kar ne moreš občutiti, pa hkrati občutiš. Ste potem novinci ali ne več? Na tak način, kad delamo, smo novinci, smo pa vsi že vrsto let v različnih glasbenih krogih, tako da imamo nekaj izkušenj za sabo. Glede na ime zasedbe, vse, ko sem iskal informacije o vas, me je umetna inteligenca malo povezala z medicino. Koliko ste vi s tem povezani? Ne veliko. Čisto nič. V bistvu ime smo zbirali nekje 2017, takrat vem, da ni bilo še nobenega benda, zdaj so se pojavili tudi nekje v Nemčiji z istim imenom, ampak takrat, ko smo ga zbirali, je bilo pa tako, kot sem rekel že prej v štartu, da se pravi izražanje nečesega, kar mogoče fizično ni vidno oziroma občutljivo. Mislim, ni možno občutiti. Omenil si band iz Nemčije, so kakšne vzporednice vse v glasbenem stilu? Ne. Oni so nek opera, ne, metal, opera, a so neki ta... Symphonic metal. Ja, symphonic metal, ja. Ne, nič. Pa tudi ti se meni niti ne sliši toliko metalsko, vsaj kakor sem jaz slišal. Se mi je zdelo zelo simfonično, pa ne toliko metalsko, kakor sem jaz slišal. Jaz nisem slišal, tako da ne vem. To pomeni, da greste potem neko popolnoma svojo smer? Ja, težko je biti čisti zveren, pa da te pol ljudje dejansko poslušajo, tako da nekako jemljemo iz različnih inspiracij, pa probamo nekako na svoj način pol predstaviti že uveljavljene ideje. Sej tudi Romeo in Julija je tudi že nekdaj zgodba zapisana samo v drugačnih oblikah. Tako da ne bomo nove vode odkrili, ampak jo bomo pa na novo skopali, pa na novo prinesli na poslušalce. Ste kaj iskali po umetni inteligenci oziroma s pomočjo umetne inteligence? Kaj pomeni vaše ime oziroma kaj vrže ven, ko vtipkamo besedo Fantomija? Ne, tudi enkrat ne.
Veš, kaj meni napiše kopilot? Napiše naslednje, ko sem vtipkal Fantomija, odgovor je tak, da umetna inteligenca ne bo nadaljevala tega pogovora, še vedno se učim, zato prosim za razumevanje in potrpežljivost. Pomeni, da ste zelo dobro skrite. Ja, se to je v bistvu naš namen, ne? Tako da imamo v bistvu platno, kjer lahko napišemo svojo zgodbo. Ampak ne nazadnje z IP-jem sedaj iz te anonimnosti želite priti med javnost, med poslušalce. Seveda, to je nek začetek, je pa to pot, ki traja, to ni načeloma nikoli ni bilo. Na hitro niti po mojem si niti ne želimo, da bi zelo na hitro prišli kot neka muha enodnevnica, ampak raj naredili neko zgodbo, ki bi malo dalj časa trajala. Je težko priti na sceno, v nek glasbeni prostor, ki je v Sloveniji po mojem tudi že malo zasičen? Je veliko konkurence, ampak hkrati se mi zdi, da je zdrava konkurenca, ampak ni toliko problem, da bi bilo preveč glasbe, pa tudi dobre glasbe je veliko slovenske, ampak problem je to, da se mi zdi, da Slovenci malo premalo hodimo tudi na koncerte in smo malo premalo odprti za različno glasbo. Da gremo na koncerte enih in istih skupin slovenskih, ki že 30 let isto muziko igrajo, čim bi pa kaj novega prišlo, pride pa 5 ljudi. Ne? In traja, preden to slišimo, preden začutimo, predvsem, ali pa da gremo kaj novega pogledati. No. In je to tukaj bolj problem. Ne? In pol kako ljudi prevabiti, da nekaj novega posluša, ali v živo, ali to prek spleta. Težko najdete najboljši način. No. Ja, jaz se strinjam. V bistvu problem je, da muzika je kar neki, ampak načeloma se dosti poriva ene in iste izvajalce. Ne? In zdaj dobro, se v to niti ne bi spuščal. Ne? Tako pa če malo večji izziv za nas in to je to. Prva, ki smo jo zavrteli, je bila The Endless Circle of Life. Še kaj besed o njej? Zadeva je bila, ne vem, to je v bistvu nastalo že 7-8 let nazaj že. Inspiracija, čistko, ne vem, že od nekdaj je bila nekako zamišljena kot neka uvertura v nek ta projekt, ki se je zdaj pač začel delati. Ne. Je dejansko kot nek intro v ta EP? Ja, je. To je. Mogoče intro v celotno našo zgodbo. Druga bo Spekter. Spekter je v bistvu nek prvi komad naš, ki smo ga skupaj sestavili tako res kot neko orang celoto. V bistvu pa tudi nekako govori o teh demonih, fantomih, ki se iščejo oziroma so vidni in niso vidni, hočejo biti vidni. Tako je, kot neki prikazni, ki te zasledujejo oziroma ti sledijo. To je pa zdaj lahko v različnih oblikah. Lahko so to strahovi, lahko je to, ne vem, načeloma so to strahovi, no, oziroma te omejitve, ki jih imamo mi znotraj sebe. No. Hkrati pa to tudi lahko dejansko en krovni naš komad, v katerem nasplošno govorimo o vseh ostalih pesmi in tudi na katerih tematikah delamo. Lahko bi še dodal, da Spekter smo javno predvajali, v bistvu prvič javno predvajali na največjem v bistvu športnem dogodku, ki ga premore naša država, in to je na nogometnem derbiju med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Tako da smo hoteli nekako med malo širšo publiko že takoj vršiti komad, da bi nas prepoznali. Kdo je zmagal? Ne spomnim se. Mi smo zmagali. You're growing weak, your mind is
Spekter z EP-ja Inception, zasedbe Fantomia. Kam segajo vaše korenine, v katero leto? V bistvu ideja je pri meni zrasla nekje 2017. Potem je pa to zelo tako bila, če bom najdel ljudi in počasi so se ljudje, v bistvu smo se spoznali, pa nekako prišli skupaj in začeli ustvarjati. V bistvu smo se zavohali. Smo 4 posamezniki, ko bi rekel, da imamo nek skupni imenovalec v muziki, pa hkrati tudi ne, kar je dobro, zaradi tega, da imamo lahko to različnost. In v bistvu projekt se je začel čisto tako nedolžno, ki je pa zdaj prišel malo bolj take resne zadeve, no? Ki bi radi nekaj naredili z tega. Ste novinci, ali ste že predelali v drugih zasedbah? Smo, ampak se pravim, različne zasedbe in tudi različni žanri, različne glasbene oblike, od zborov, od orkestrov do ne vem čisto vsega. Tako da, ja, ampak zame recimo še nisem toliko, da bi posnel CD. Drugi člani recimo, da so že imeli za sabo. Ja, jaz sem že v bistvu kar dobrih 20 let že v muziki, to različni bendi. S prejšnjim bendom smo tudi izdali CD in vinilko, tako da imam že neki izkušenj v teh vodah. Je pa to definitivno najboljši projekt do zdaj, oziroma projekt, na katerega sem tudi najbolj ponosen osebno. Kaj pa žanrsko, kot je slišati na EP-ju, so to trši ritmi? Ja, trši ritmi, tudi kakšni mehki ritmi. Dobro, eno balado res imate. Ja, kakšni zakomplicirani ritmi, tako da skupek vsega, v bistvu, kot so že prej rekli, skupek okusov različnih žanrov muzike od vsakega posameznega člana se vidi in sliši tukaj noter. Bi se potem uvrstili med hard rock ali že tudi s kakšnimi metal elementi? Metal elementi so noter. Jaz bi rekel, da smo hard rock. Metal elementi, ja, to se najbrž pozna tudi iz koga, ki to rad posluša. No? Je pa mogoče zadeva, kar sem hotel reči pri komadih, je pa, da je zelo odvisno tudi od obdobja, v katerem se mogoče mi nahajamo, kakšna muzika bo ven prišla. No? In lahko je včasih malo bolj melanholična, včasih je mogoče malo bolj napavra, včasih je malo bolj umerjena, pa romantična, baladična, ampak zelo se uravnavamo po tem, kaj čutimo in pol to damo ven. Nočemo se pa v bistvu z nobeno stvarjo omejevati, no. To je pa v bistvu ena stvar. Zato, ker s tem se mi zdi, da samo neko kreativnost bi potem ubijali. Verjetno ima vsak svoj najboljši žanr, kako potem to usklajujete v bendu? Vsak prenese nekaj od tega žanra, sej breku lahko je kitara metalska, bobni so čisto rockerski, vokal je lahko operni, pa lahko nekaj dobrega iz tega nastane. No. Sicer tukaj delče nismo šli, ampak tako da dejansko se ne bi niti hotel omejevati žanrsko, tudi na pesmine, ampak usmerjati bolj, kot recimo inspiracija pa pol iz kakšnega čist X primera, sicer še zmer z glasbe, ki temelji na kitari, ne pa na bobnih, pripeljati neki novo idejo oziroma nek nov zvok tudi. Ne. Tako da žanrsko se niti nočemo omejevati, bolj na inštrumente, pa na tiste orodja, ki jih imamo, s katerim delamo. Tukaj so recimo naše omejitve. Pomeni, da v tem prostoru nastajajo vse ideje, jih dajate skupaj? Zdaj v tem prostoru nismo tako dolgo, ampak ja, tam, ko pridemo, ponavadi pripeljemo ali čisto različno, ali pripelje vsak član kako idejo, ki je že prej v svojem prostem času ali pa doma razmišlja. Trenutno pa zdaj probamo, da dejansko na samem mestu probamo z improvizacijo priti do nekaj novega, tako recimo zdaj delamo. In probamo na nov. Moraš tudi različne načine, kako glasbo ustvarjaš, porabiti, da priješ do čim večje širine, pa do čim večje izvirnosti, po mojem. 5 skladb ste dali na prvenec. Res je. Je to samo ogrevanje pred čim večjim? Definitivno je samo ogrevanje, ampak, kot smo že prej rekli, pot do še nečesa večjega še traja, se še oblikuje. So komadi, so v nastajanju, tudi na samih koncertih jih je tudi več slišati, tako da bo definitivno tudi hmal kaj, upamo, frišanga pršel počas. Besedila so v angleščini, o čem pojate? Po mojem o temu, kar smo rekli, kar občutimo, čisto odvisno. Se sem rekel, lahko je jeza naših čustvih, oziroma v procesih, ki se znotraj nas dogajajo in okoli nas, kako mi to dojemamo. 3. Gates. Ja, je neka ideja nastala, je glasbena čist, da je čim bolj neritmično. V bistvu sem en band hotel uponašati, ki ga ne bom omenil, ki si mogoče ne bi mogel predstavljati, iz kje izhaja ta ideja začetka pesmi. Ampak ja, godba iz nekih sanj izhaja, ki sem jih imel dolg nazaj, ki so dosti grozne bile in govorijo o neki podzemlju,
ki se dogaja. Ker mogoče zdaj recimo veliko bolj s kakimi PDD pa mogoče z še kakimi drugimi takimi majstri prihaja na plano, tako da mogoče se bo izkazalo, da mogoče niti niso bile tu samo sanje, ampak da se res kaj tazga dogaja. No? Ampak piše pa vse besedilo, niti ni tukaj preroško napisano. Vidiš v prihodnost? Ja, kdor pogleda nazaj, vidi naprej, pravijo. Tako da bi lahko rekel, ne da jih vidim, ampak da govorim o prihodnosti s tem, ko gledam preteklost, bi rekel raj. Ne boš na naslednjem intervjuju slučajno na mizo vrgel tarot kart in začel vedeževati? Ne, imam kuglo doma, bom raje s kuglo šlogo. Drag me down, suffocate my brain. Fantomija, EP Inception, oddaja Radioaktivno. EP ste predstavili že junija letos, sedaj že nekaj časa glasba med poslušalci, kako so jo sprejeli? V redu, kakor smo dobili nekaj odzivov od ljudi, so navdušeni, jim je všeč muzika, glih zaradi te raznolikosti, ki je. Tako da je pa, se pravim, traja ta preboj, da
prideš nekako gor, da tudi več ljudi sliši tvojo muziko, pol pa seveda pač koncerti. Ne? Čim več koncertov, da lahko to zgodbo tudi razširimo med čim bolj širšo publiko, kakor lahko. In tudi na koncertih pol najbolj tudi vidiš sam, kak je odziv. Na EP-ju, kot sem dejal prej, je 5 skladb, za koncerti treba imeti nekoliko več materijala. Ja, to je, saj ga imamo, posnetih je sicer 5 skladb, kot ste rekli, ampak drugače pa mi jih imamo, mislim, da 10, 11, pa še mogoče kakšno priredbo, tako da noter damo, ki jo tudi poskušamo načeloma narediti na mal svoj način. Tako da z materijala za koncert je dosti, itak material delamo skozi sprot, zdaj delamo glih en komad, ko smo se v bistvu zbrali na vaji in je riff nastal tako iz glave v eni obliki in potem se je kar začel razvijati in na koncu smo v bistvu zdaj že kar komad postavili. Tako da smo v neki taki fazi, ki je treba pač naprej še delati, ker tudi za tisti korak naprej, ki ga bomo imeli, hočemo imeti mogoče malo širši spektar, kaj bi potem res uvrstili gor, ker ni nujno, da vse, kar imamo narejen ali pa še bo narejen, da bo šlo nekam prej. Pomeni, da na odru tudi improvizirate? Ne, na odru pa načeloma ne. Mislim, včasih je treba, če se zgodi kaj nepričakovanega, ampak ne. Ja, se kar držimo to, da se probamo čim bolj pripraviti na sam nastop in da se pol držimo tega načrta, da čim bolj tudi teče, da se premika zadeva na odru. Se pa včasih naredi, da kakšen pripomoček pozabimo in ga zadnjo minuto pol iščemo, ne, nažalost to se dogaja. Tako da, ja. EP je šel samo v digitalni obliki ali tudi kot fizični nosilec zvoka? Išel je samo v digitalni obliki, na vseh streaming platformah. Išel je tudi kot fizični nosilec, ki smo ga podelili malo naokol, tako da če pa še kdo želi ga, lahko pa tudi njemu podelimo. Je kaj odzivov na streaming platformah na vašo glasbo? Manj, kot bi si želeli, zaenkrat. Je, ampak tako, kot smo že po mojem se ponavljamo, kaj je ena stara zlajnana plata, na začetku je težko. In težko je ta push porint, mislim, ta push narediti. Najlažje je to nekako s koncerti in potem probaš dobiti neko novo publiko in da te pol začne čekirati. No, takrat to, tudi pred koncertom je bilo to veliko bolj zaradi tega, ko potem ljudje malo jih zanima, kaj bo, pa ono gor, kaj igrajo, ne. So, ampak ja, še veliko dela nas čaka. Ali glasbo tudi kaj podpirate z videoprodukcijo? Zaenkrat še ne, so pa seveda načrti in bo treba kaj narediti v tej smeri ali pa saj mogoče kak uživo koncert posnet ali če kaj podobnega. Se še dogovarjamo, trenutno je glasba prioriteta in mogoče celo to, da naredimo še nove skladbe in da bolj izberemo tisto, kar se nam zdi najbolj primerno in da tisto posnamemo, ker je kljub temu vsem to le strošek in nimamo nekega finančnega podpornika založbe, da bi nam to financirala vse, kar bi si želeli. Misliš, da je danes video še nujna podpora glasbe? Mislim, da ja. Bolj vprašanje dejansko so CD-ji. Če sem dober je nekomu dati, če si reklamo delaš, da mu nekaj daš v roke, ampak kaj zmer več uporabe preko spleta. Dejansko niti ne toliko YouTube-a, kakor pa drugih kanalov, ni toliko prioriteta videospot. Tudi na televiziji se recimo manj vrti, ne. Zdaj pa tudi bom rekel mogoče za tak stil pa žanr, kakor imamo mi, da ni toliko video pomemben, kakor je bolj sama glasba. Tudi bolj prioriteta nam bo zmeri sama glasba, kakor pa vse ostalo. Četrtam, Lifeless Bones. Ja, to je pa komad v bistvu besedil, ki je bil narejen s tako pač jezo do določenih političnih sistemov, ki so pa do barabi, ki so se dogajale pri nas in se tudi preko teksta se je ta jeza, mislim, da izraža, pa pol tudi čuti. Potem je skladba bistveno prekratka, kajti meni je napisalo samo 2:48, moralo biti potem vse 10:48. Kratko in sladko. Torej si samo metafora na kratko povedal. Tisto, kar je pomemben. Jaz bi rekel, da mogoče je hotel on to kratko in jedrnato povedati za razliko od tistih, katerih se tiče ta komad, ki na dolgo in veliko razlagajo, kako bojo nekaj naredili pa razrešili, pa v bistvu haska ni pa nič. Ja, on pove direktno, oni pa govorijo v metaforah. Ja, pa on pove, mi naredimo, oni pa po svoje. No. Ja. Sej, če prekratek, se ga lahko pa večkrat zavrtite, ni problema.
to put things to an end. You've had enough time and my money to spend. You've got those lifeless bones. You're sitting on empty thrones. All those wasted years, yeah. Full of heaven, full of heaven, full of heaven, bloody tears. Lifeless Bones, Fantomia, Inception je EP, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno. Naslovnica je v črno-rdeči kombinaciji načrtno. V bistvu je bilo, ja, zdaj, ko sem gledal skoraj v takih barvah. Ne, v bistvu je bilo z dizajnerjem, vem, da smo takrat razlagali, hoteli smo neko zelo enostavno zadevo, da ni neki načečkan, pa da bi odražalo neko misterioznost, ne, pol je ta dim nekako prišel in on je, nekako je pa bila ideja že od štarta, da bi imeli samo 3-4 barve, tako bela, črna, rdeča. Tri barve, ja. In potem je nekako prišlo na to varianto. No. Sicer pa več informacij o vas proti na družabnih omrežjih. Seveda, ja, na Facebooku, na Instagramu, seveda naša glasba je na Spotify, na Apple Music, YouTube Music. Amazon, Deezer, itak že več ne vem, koliko jih je teh. Tako da, mislim, na vseh mi imamo itak tisto neko urodje, ki ti distribuira na vse možne kanale. No, tako da. Koga pa zanima, lahko pa pišejo na naš mail in jim odgovorimo še z dodatnimi informacijami, z veseljem. Nekaj časa ste že na glasbeni sceni. Kako gledate danes na slovensko glasbeno sceno? Neznanih in zelo kvalitetnih bendov je ful velik in glih to je tudi tisti pač problem. Če hočeš odkriti dobro muziko, pri nas je ne manjka. Zdaj pa a so ljudje pripravljeni in voljni pač odkrivati novo muziko, je pa druga zadeva. Jaz bi rekel, da je zelo problem, kot je že kolega prej omenil, da se da se mogoče ljudem res ne da samo staro muziko, ne, da oni so pripravljeni iti tudi, če pride neka rock zvezda ali pa da se, ali slovenska ali pa tuja, se bojo nafilale stožice brez problema, ne. Na nek manjši band nepoznan pa v bistvu se skoraj da nobenemu ne da, razen če nima že glih kolegov pa vse to in je ta cel proces je zelo težak, no, na začetku. Muzika kot sama pa, jaz niti ne bi rad preveč komentiral, no. Imam svoje mnenje. Mogoče bi tudi tukaj izpostavil prizorišča, kjer je za take manjše bende pa tudi opcija, da se predstavijo, se mi zdi, da je tudi zmeri manj. Ne? Tudi Ljubljana iz naših koncev, ki smo tudi okolica Ljubljane, redko kje najdeš, zmer težje je tudi pripeljati dovoljenja zaradi hrupa. Krati pa tudi različni razpisi tekmovanja, se mi zdi, da so zelo centrirana na srednjošolske oziroma študentske bende, da recimo za tisti, ki smo šli pa že malo čez, pa ne ponujajo nekih drugih možnosti, da bi se, ne, tudi kar se tiče recimo festivalov, ki jih je tudi lahko bilo več po Sloveniji, jih je neki, bi lahko tudi več možnost različnih neuveljavljenih bendov ponujali nastopanja. Ne. Recimo Roko Točec je imel to, se mi zdi odlično zorganiziran že na samem festivalu, plus tega, da so že prej potekale tekmovanja za predizbori za nastop na Točcu. To recimo, to bi tudi po moje pomagali k razvoju lokalne glasbe. Jaz bi tukaj še eno stvar dodal. Jaz se spomnim recimo 20 let nazaj, pa zdaj recimo letos, ko smo imeli ta izid Ortobara. Ortobar je včasih bil lokal, kamor je folk hodil, zato da je tam bil in je bil polhan in če je bil še kakšen koncert, si pač ti prši si rekel, ok, grem pogledat. Danes Ortobar samo koncerti in pride folk, prije na koncert in potem, ko je koncerta konc, vse se sprazne. Se pravi, cela ta kultura, zdaj ne vem, ali je to samo v Ljubljani, ampak zdaj tukaj sem jaz to zasledil, je zelo taka. No. Pa to ni kritika na sam Ortobar, ampak na ljudi, da ne bo pomote. Ja, da se razume. Ja. EP je zunaj, kot vidim, tu ustvarjate, naslednja forma bo zopet EP ali pravi album? Bomo videli. Se pravimo, nepopisan list, zgodba se odvija, bomo videli, v katero smer bo šlo. Mogoče celo ne bomo izdali na CD-ju, mogoče bomo lahko izdali samo prek spletnih forum. Pustimo se presenetiti. No. Boste z EP-ja katero skladbo izpostavili kot single? Zgleda, da ne, po dolgem premoru. Potem pa z naslednjega izdelka. Zmenjeno, se bomo potrudili. No. Še eno vrtimo za konec, ta bo bolj baladnega vzdušja, Less Dance. Ja, ta komad je bil pa v bistvu
prvi naš komad, ki smo ga naredili v času korone. In tudi sam tekst je spisan spet iz tega nekega strahu, ki so nas takrat preko različnih medijev non-stop filali z nekim strahom, kaj bo, kako bo, koliko je to hudo, da če ne boš to ali pa ti, da koliko jih umira in vse. In pač pol je bil konstantno prisoten ta nek strah, sploh pri meni, pač glede moje partnerke, kva bo res pač, če bom fasil korono in ne vem, da bom padel v komo, karkoli, da bom umrl. In je res pač bila tista želja, pol tukaj večja pismo, res en zadnji ples bi še rad z njo in pač, ko se je rodil pol ta komad. In kot vidim, še vedno plešeš. Še zmeri. Tako da ni bil zadnji. Ne, ni bil. Bo pa ta zadnja, 3/4 Fantomije, hvala za to, da ste bili gosti oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala in 3/4 Last Dance.
Mi smo Fantomija in poslušate Radioaktivno.